Prepričan sem, da imamo v tem prostoru vsi en skupen interes. To je mir, ki se ga vsi želimo in ga hočemo. V 20. stoletju so svetovne vojne vzele več kot 75 milijonov življenj, več kot 40 milijonov je bilo ranjenih, zato ni čudno, da so ustanovni očetje Evropske unije, pa tudi same Evrope, rekli, dovolj je vojn. Dejali so, bolje je sodelovati, kot pa se vojskovati. In prav ustanovni očetje Evropske unije so bili krščanski demokrati. Zato danes Nova Slovenija nadaljuje njihovo izročilo, njihovo temeljno sporočilo, da je bolje sodelovati, kot pa se vojskovati. In Nova Slovenija s tem njihovim izročilom nadaljuje tudi v smislu politične kulture, kjer smo precej drugačni od drugih slovenskih političnih strank. Nova Slovenija želi graditi na dialogu. Nova Slovenija je pripravljena tudi na kompromise v korist Slovenije in Evrope. Predvsem pa želimo širiti upanje in ne strahu. V nedeljo bodo torej državljanke in državljani odločali na volitvah. Na razpolago bodo imeli stranke, ki zagovarjajo utopični socializem, ki predvsem vedo, kako bi delili, ne vedo pa, kako bi ustvarjali. In med strankami, ki zagovarjajo netolerantni nacionalizem, kjer vedo, da sovražijo, ne vedo pa, da sovraštvo ne prinaša rezultatov. Hvala Bogu, pa je tukaj Nova Slovenija in Nova Slovenija je svojo evropsko listo ponudila najmočnejše, kar premore. Zato bo zagotovo Nova Slovenija na teh evropskih volitvah najbolj zanesljiva in tudi najbolj varna izbira, saj ponuja izkušene, preudarne, modre in tudi energične kandidate, ki bodo znali ukrepiti slovensko identiteto v Bruslju in hkrati pomagati evropskim naprednim silam, ki si želijo Evropo zagotavljati kot kontinent miru in sodelovanja. Zato ni čudno, da je v zadnjih dneh Evropsko listo Nove Slovenije podprlo več uglednih posameznikov in posameznic. Pod posebno izjavo v podporo listi Nove Slovenije se je v preteklih dneh podpisalo že več kot 50 posameznic in posameznikov. Zato naj na začetku navedem zgolj prvih 5 podpisanih. Prvi se je podpisal Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, potem magister Miroslav Mozetič, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, pa doktor Igor Masten, doktor Gregor Virant, profesor doktor Slavica Šikovec, številni župani in drugi ugledni posamezniki. Kar nas navdaja, da bo zagotovo Nova Slovenija v nedeljo presenečenje teh evropskih volitev. Spoštovani, prav lepo pozdravljeni. Torej, zaključujemo kampanjo za evropske volitve. V Novi Sloveniji smo si sicer želeli, da bi bila razprava v času kampanje bolj namenjena viziji prihodnosti Evropske unije. Ker pa najbrž nekatere stranke tudi nimajo posebne vizije, do te razprave ni prišlo, bolj smo se ukvarjali z notranjimi problemi. Veliko smo se pa pogovarjali z ljudmi, z našimi državljani na terenu, ki podpirajo Evropsko unijo, ki podpirajo politiko sodelovanja, dialoga, enakopravnosti, ki se sicer zavedajo, da Evropska unija ni idealna, ni brez napak, pa vendarle si nihče ne zna predstavljati, da bi ta Evropska unija razpadla, kajti preveč dobrega nam je prinesla. Tako več sodelovanja na vseh področjih, predvsem pa ohranjanje miru, sodelovanja, nove možnosti, priložnosti, še posebej mladi vidijo, da jim je Evropska unija zelo veliko dala, omogočila nabiranje izkušenj, novih znanj v drugih državah,
velikokrat tudi omogoča zaposlitev in s tem zmanjšuje brezposelnost v Sloveniji. Hkrati pa se seveda tudi zavedamo, da bi te mlade radi dobili nazaj v Slovenijo, ampak tukaj mora pa Slovenija, slovenska vlada narediti veliko več za to. Torej, Evropska unija mora biti enotna, povezana, samo tako bo tudi močna, vrniti se mora svojim koreninam, k temeljnim vrednotam, zaradi katerih je in iz katerih je nastala, in samo takšna močna bo zmogla vse izzive prihodnosti. V kampanji smo poudarjali predvsem 3 stvari. Najprej varnost. Če bomo državljani znotraj Evropske unije varni, potem bomo lahko tudi v miru živeli, delali, ustvarjali in to prinaša prihodnost. Tako varovanje zunanjih meja z okrepljenim številom oseb v Frontexu, kot večja kibernetska varnost, večja varnost proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in tihotapstvu. In zato tudi Evropska ljudska stranka predvideva v svojem programu okrepitev Frontexa in ustanovitev Evropske FBI službe boju proti terorizmu in kriminalu. Druga pomembna točka se nam zdi demografija. Vemo, da nas pesti staranje prebivalstva in prenizka rodnost. Zato je treba vsem starejšim zagotoviti varno staranje in jim omogočati dostojno življenje s primernimi zdravstvenimi oskrbami in tudi z novimi tehnologijami, ki jim lahko olajšajo starost. Na drugi strani pa potrebujemo tudi večje število rojstev, kajti samo na tem potem lahko gradimo tudi narod, državo, Evropsko unijo. Zato mora Evropska unija posvetiti večjo pozornost tudi pozitivni družinski politiki, pomagati mladim, da bodo lahko prišli do svojega stanovanja, do varne zaposlitve in tako tudi do družine. In tretja močna točka je gospodarstvo, torej globalna konkurenčnost evropskega gospodarstva, ki pa bo konkurenčno, če bo vlagalo v raziskave, v razvoj in tudi sodelovanje in pa kvalitetna delovna mesta. Evropska unija je tista, ki blaži svetovne napetosti. Vemo, da v svetu poteka trgovinska vojna, da nekateri želijo prevlado, da se potekajo razne grožnje omejitve, ampak Evropska unija je blažilec pri vsem tem svetovnem dogajanju, ker želi ohranjati mir, sodelovanje, povezovanje, kajti v vseh konfliktih tudi vsi izgubljamo. In kot takšna bo Evropska unija z novo Slovenijo tudi v prihodnje, torej unija, ki spoštuje človekove pravice, ki skrbi za svoje ljudi, ki zagotavlja varnost in pa sodelovanje. Geslo Nove Slovenije je zaupanje. Morda so ljudje izgubili nekoliko zaupanja v Evropsko unijo, kajti v zadnjem obdobju je Evropska unija reševala številne krize. Od Brexita do finančne krize, Grčije, migrantske krize in je mogoče malo premalo pozornosti posvetila vsakdanjim potrebam in problemom ljudi. In to je treba okrepiti, slišati malega človeka. Evropske inštitucije morajo voditi ljudje, ki so zaupanja vredni, ki imajo vizijo, ki povezujejo, ki so dialoški, nikakor pa tisti, ki imajo avtokratske in sebične ideje in težnje. Zato Nova Slovenija podpira Manfreda Webra kot spitzenkandidata Evropske ljudske stranke, ker menimo, da je človek povezovanja, dialoga in vizije o prihodnosti Evropske unije. Zakaj voliti Novo Slovenijo? Nova Slovenija je v vseh teh letih članstva v Evropski uniji se je ves čas zavzemala za takšno politiko povezovanja, za demokracijo, za ohranjanje miru, za medsebojno spoštovanje in če
včasih ugotavljamo, da je pravzaprav Slovenija zelo majhna v primerjavi z nekaterimi drugimi državami članicami, pa lahko rečemo, da je tudi Dunaj potreboval slovenskega Martina Krpana, ko se je znašel v velikih težavah. In zato je Slovenija ravno tako pomembna, seveda, če bomo imeli vizijo, dobre predloge in ideje. In glede na to, da leta 2021 predsedujemo, pričakujemo v Sloveniji tudi poglobljeno razpravo o tem, kakšno Evropsko unijo mi želimo, kaj lahko k temu prispevamo in kaj lahko v času predsedovanja tudi uresničimo. Če bom izvoljena za evropsko poslanko, se bom na tem mestu zagotovo zavzemala za Slovenijo, za njene pravice, tam, kjer se je treba eksplicitno zavzeti za pravice Slovenije, tako kot na primer v zvezi z izpolnjevanjem odločbe arbitražnega sodišča ali pa drugimi problemi, ki se nanašajo najbolj na Slovenijo. In v času predsedovanja imajo evropski poslanci spet možnost in priložnost, da okrepijo naše delovanje, pomagajo pri predsedovanju. To sem že počela in to smo že delali v času prvega predsedovanja. Takrat je izredno pomembno, da imamo v parlamentu poslance, ki imajo dobre stike tudi z drugimi poslanci, ki imajo neko težo, ki znajo argumentirati, ki znajo tudi spodbuditi razpravo. In zato je tudi ta mandat v Evropskem parlamentu izredno pomemben, kateri poslanci bodo zasedli ta mesta. Predvsem pa je pomembno, da bo tudi slovenska vlada sodelovala s poslanci. Sedaj smo slišali, da v vsakem mandatu je prišel enkrat predsednik vlade na posvet z evropskimi poslanci. To ni nič. Opazovala sem druge poslance iz drugih držav, ki so imeli točna navodila, ki so vedeli, kaj zastopa njihova država in so to tudi zastopali potem v Evropskem parlamentu. Če nima evropski poslanci teh navodil, kaj pravzaprav Slovenija zastopa, potem tudi težko zastopajo interese Slovenije. Če zaključim, poslanci Nove Slovenije v Evropskem parlamentu se bomo gotovo zavzemali za dobro Slovenije v Evropski uniji in za takšno močno Evropsko unijo, ki bo sodelovala in ki bo pri ljudeh vzbujala zaupanje. Zaupanje pa lahko ljudje pridobijo samo, če vidijo dobra, pozitivna dejanja, ki so zaupanja vredne. Ne besede, ampak dejanja štejejo. In Novi Sloveniji želimo delati za tako pozitivno politiko sodelovanja tudi v Evropski uniji. Sloveniji smo pa to že dokazali. Hvala. Zdaj smo pa na razpolago za vaše vprašanje. Vprašate pa lahko katerega koli izmed 8 poslancev. Govorite o presenečenju, izbiri, s kakšnim rezultatom konkretno bi bili v nedeljo zadovoljni? Predsednik ali jaz? Vseeno. Bom najprej pa jaz odgovorila. Nova Slovenija je že imela 2 evropska poslanca v prvem mandatu, ko sva z gospodom Peterletom orala ledino na tem področju. Potem nam je vedno samo malo zmanjkalo, na zadnjih volitvah smo pa tudi pridelali na naši listi 2 mandata in tako da ni nemogoče, da sta 2, če jih bo pa več, bomo pa še bolj veseli. Lepo pozdravljeni. Evropska unija ima odlične in zelo močne finančne inštrumente za skladni, enakomerni razvoj Evropske unije. Tisti politiki, ki prihajamo z roba slovenske države, natančno vemo, kaj pomeni neskladni regionalni razvoj. Zato bi bilo za Slovenijo zelo dobro, da po 15 letih dobi Slovenija vsaj kakšnega poslanca iz slovenskega roba v Evropskem parlamentu. Namreč evropska sredstva so naša edina nepovratna razvojna sredstva. Če mi bodo ljudje zaupali, si predstavljam, da bo moja naloga ta, da bom predvsem z informacijami, da bom informacije o
učinkovitem pridobivanju evropskih sredstev posredoval vsem upravičencem, gospodarskim družbam, lokalnim skupnostim in ostalim upravičencem. In tukaj vidim, da je neka možnost, morda zadnja možnost za razvoj tudi slovenskega obrobja, ker očitno to slovenska država ne vidi oziroma je spregledala. Hvala lepa. Gospe in gospodje, obiskal sem vse slovenske pokrajine, lepo sem bil sprejet v več kot 80 krajih. Vesel sem, da ljudje poznajo moje delo in moje rezultate in da se zavedajo stanja v Evropski zvezi. Glas za Lojzeta Peterleta pomeni poudarek na varnosti, na zdravju, na enakomernem razvoju in jaz sem vesel, da ljudje to podpirajo. Lepo pozdravljeni. Tudi sama svojo kandidaturo želim povedati, da zaupam in verjamem v Evropo, v pravično Evropo, varno Evropo, Evropo enakih možnosti za vse, za starejše, mlade, invalide, za vse vrste. In predvsem svojim delom kot evropska poslanka se bom zavzemala in delala za druge ljudi. In želim, da bi v Evropi prišlo do večjega poudarka, da bi bil človek človeku človek. Lepo pozdravljeni. Svojo vrnitvijo lani iz bruselske administracije nazaj na Koroško sem želela predvsem pokazati zgled mladim, da v Sloveniji se da tudi kaj narediti. Zdaj v kampanji smo pravzaprav segli v 9. vas, kakor seže dober glas. In jaz upam, da bo dober glas, ki smo ga širili in da bodo na stotine rok, ki smo jih stresli, pripomogli k dobremu volilnemu rezultatu za Slovenijo, ki bo zelena, uspešna in omogočala vsem dostojno življenje v prihodnosti. Hvala za vaš glas. Moj poziv gre vsem mladim, mojim sovrstnikom. A tudi za vas predstavlja Evropska unija eno goro priložnosti. Priložnosti za razvoj talentov, za razvoj svojega poklica, zato da nadgradite tisto, kar ste, da potujete, da greste v tujino po izkušnje. Če se strinjate z mano, potem vam predlagam, da greste na volitve in da greste na volitve obkrožiti listo sestavljeno tako iz modrosti kot iz mladosti, kajti zagotavljam vam, da bo ta naša lista Nove Slovenije delala za to, da bodo slišani tudi mladi. Zato, da boste tudi vi lahko prispevali nekaj k boljšemu razvoju Evropske unije. In na koncu koncev, da boste tudi vi dobili priložnost. Zato na volitve in obkrožiti številko 8, Nova Slovenija. Hvala lepa. Kljub temu, da sem bil minister za obrambo, verjamem, da varnost in obramba v naslednjih 5 letih ne bo potrebna, da bo glavna tema v Evropski uniji. Upam, da bojo druge teme bolj važne. Gospodarstvo recimo, raziskave in razvoj, znanje. Prejšnji teden sem se pogovarjal z kolegom iz Velike Britanije, ki mi je razložil, kako je potekala kampanja za referendum. Glavno geslo je bilo "We don't need experts". Želim si, da bi Evropa bila taka, kjer bi bilo znanje upoštevano in upajmo, da bojo te volitve v to smer šle. Pozdravljeni tudi z moje strani. V zadnjih dneh dobivam kar nekaj podpore, tudi skupina uglednih Slovencev me je podprla. Moram povedati, da sem te podpore zelo vesel. Sem pa še posebej vesel podpore, ki prihaja od ljudi, ki so na drugi strani politične ideologije in ki so me podprli zato, ker si želijo, da bi Slovenija v Evropski uniji imela kvalitetne predstavnike, da so bili sposobni preseči tisto delitev na naše in vaše in so segli na drug politični pol. Časi, ki prihajajo naslednjih 5 let, jaz se bojim, da so negotovi. Ni vseeno, kdo bo Slovenijo zastopal v Evropskem parlamentu.
teh 8 zastopnikov Slovenije v Evropskem parlamentu bo takole čez palec vsaj tretjina slovenskega vpliva v Bruslju in jaz se počutim, da tukaj kandidiram, da sem tukaj v tekmi kvalitete in tekmujem z gospo Jovevo, tekmujem z kandidatom SMC-ja, morda tekmujem tudi z Milanom Zverom. Skratka, gre za to, kako kvalitetno ekipo bo Slovenija imela v Evropskem parlamentu, niti ne gre toliko, po mojem mnenju, za stranke.